Prav lepo pozdravljeni v današnjem Alzheimer kafeju. Vesela sem, da je z mano Simona Hanna Boc. Ona je v bistvu ustanoviteljica založbe Kiara, ki je leta 2015 izdala knjigo, ki je mene, moram reči, da fascinirala, ne glede na to, da kar nekaj oziroma poznamo demenci, in sicer Skrivnost imenovana Alzheimer. To je knjiga, ki je v bistvu jo lahko uporabimo tako kot priročnik, kot usmeritve, kot pojasnitve stvari. Tako da mogoče za začetek dam Hani besedo, da ona pove, potem greva pa naprej. Ja, dober večer. Hvala lepa za vabilo. Se že dolgo nisva videli, a ne? Ja. Zdaj ta letnica 2015 je kar naenkrat že nekaj let nazaj. Se mi zdi, da se je nam zdaj kar malo 2-3 leta so kar zginila. Ja, se pozna. Ja, se pozna. Ja, v bistvu v založbi Kiara izdajamo knjige, ki ljudem pomagajo do boljšega, kvalitetnejšega življenja. In Skrivnost imenovana Alzheimer je ena izmed teh, ki je pri bralcih naletela na res izjemne odzive. Sama sem jo pred leti prvič dobila v roke v založbi od moje prijateljice iz Hrvaške. Večkrat sem bila tam in kar naprej se mi je to nekako po rokah motovililo in sem jo začela brati in sem bila v bistvu presenečena nad njeno vsebino in se je nič, to moramo pa tudi mi izdati. Tako da smo pisali avtorici, ona je Kanadčanka, iz francoščine prevedena ta knjiga, ki je sama 40 let opravljala prakso nege zbolelih za to boleznijo. Knjiga ima res zanimivo zgodbo. Prevajala jo je gospa Mojca Merc, ki je v času prevajanja sama skrbela za mamo s to boleznijo. Ona mi je s solzami v očeh govorila, kako je to v bistvu njen dnevnik. In njena hči je v bistvu to knjigo potem uskladila še s slovenskim zakonom, slovenskimi predpisi, zato da ni pa nekaj tujega, kar bi bilo samo napisano, ampak da je v bistvu praktična uporabna zadeva, ki se dejansko lahko tukaj ti pomaga priti do rešitev. Za pomoč in recenzijo smo prosili tudi profesorja doktorja Petra Pregla, ki je najprej bil malo skeptičen do tega in je rekel, če je zadeva v komercialne namene, ne sodelujem. Ko je pa prebral, je pa videl, da je dejansko knjiga namenjena nam ljudem. V njej, torej njena struktura, tako kot sva govorili, je res široka. Ponuja paleto primerov življenjskih situacij, se pravi oseb bolnih z to boleznijo in svojcev, ki so popolnoma vpeti v te zgodbe in velikokrat ob svoja življenja ali vsaj delno ob svoja življenja. Za vse je to, vemo, velik šok, stres, težko je v bistvu najti tiste prave trenutke, kdaj je pravi čas za naslednji korak in kaj je to naslednji korak. In tukaj recimo jaz vidim največjo vrednost te knjige. Poleg tega, da s številnimi zgodbami in primeri, ki so lahko ponoma kratki, daje širino in vidiš, da kaj vse je možno, kaj vse se lahko zgodi v teh primerih. Da nisi osamljen v tem, ker osamljenost družine ali partnerjev, najožje družine je, mislim, da od začetka vedno velik problem tega in spodbuda k temu, da se prosi za pomoč, to so pa tudi tvoje besede, ker seveda predgovor. Za predgovor smo pa prosili tebe, ki imaš s temi krasnimi ljudmi izjemno veliko izkušenj. Ja, to sem bila prav vesela, presenečena. Moram reči, da mi je bilo prav izziv napisati predgovor. Ampak mi je ta knjiga res pustila pečat. Ne glede, mislim,
poleg tega, da v bistvu nekako razlaga sama bolezen, res daje, tako kot si rekla, te primere oziroma to paleto primerov, mogoče možnosti, v katere smeri kot negovalec v tistem primeru lahko razmišljaš. Ne? Ker sami, še posebej osebe, ki se ne srečujejo z obolelimi za demenco, ne vejo, kako se lotiti. Kje naj začnejo? A je to že demenca? To ni demenca? Kaj lahko še naredim? In ta knjiga včasih prav na tak veder način opiše, kaj vse lahko narediš, kaj vse pomaga, da se v bistvu oseba obolela za demenco in ne nazadnje negovalec, pa je lahko tudi družinski negovalec, dobro počuti se. In se mi zdi, zato mi je vedno, ko se spomnim na to knjigo, neko tako veselje. Ne glede na to, da je to težka zgodba, da je v bistvu sama bolezen nekje zaznamuje celo družino. Ne? Ampak se mi zdi, da več, ko nas govori o tem, oziroma ko imamo kje kaj za prebrati, moram reči, da je bilo to tudi med drugim ena prvih knjig, ki govori o tej problematiki. Na tak način pa mislim, da je še zdaj kar ena redkih. Ne? Ja, ker je nekaj knjig, ampak velikokrat so opisane v bistvu zgodbe, življenjske zgodbe, kako sem deloval, kako sem potem okreval po tem, kar je izjemno, zato ker spet deli neko zgodbo in ostali, ki so v teh zgodbah, doživljajo povezanost s tem. Zdi se mi recimo zelo zanimivo v tej knjigi, ne? To, kar si prej omenila, neka ta lahkotnost, jaz bi rekla ta sočutnost in kočutnost, ne? Notor so prav primeri, recimo, kako delovati, ne vem, če je oseba v prostoru, kako nekako že poješ, ko prihajaš proti njej, zakaj? In potem je vedno razlog, zakaj to narediti? Zato, da se ne zdrzne, zato, da je njej bolj prijetno, kako, ne vem, je ne prekinjaš v pogovoru, počakaš, da pove, ker že tako se težko zbere, ne? Se pravi, res tiste praktične, ker včasih je ravno nasprotno, smo v stresu, hudo nam je, stisnjeni smo, izbruhnemo, ne? Dovolj imamo, težko sprejemaš te spremembe, ko nekdo tvoj na ta način odhaja in tukaj pa res poziva in podpira k temu, da nekako z neke probaš tisti trenutek z distance delovati v skupno dobro, ne? To je res zanimivo. Zdaj, jaz sem jo dala mojim sodelavcem v branje, tako v bistvu, ko smo jih dobili in moram reči, da večina jih je prebrala, so prišli in so povedali, da imajo zdaj v bistvu drugačen pogled na samo. Ne? Mi smo predelovali v bistvu z pozicije reševanja, pomoči, to moramo urediti, dajmo hitro, ne? Na ta način, ko pa ta knjiga opisuje, tako kot si rekla, kako je fajn, če ti prej pripraviš v bistvu osebo obolelo za demenco, da ti prihajaš v prostor, ne da ti samo odpreš na hitro vrata, da mogoče potrkaš, pa počakaš par minut, ne? Oziroma minuto, par trenutkov, kako je to v bistvu pomembno za njih. Ja, dejansko priprava, ne, tako kot imaš, ne vem, na novo dojenčka doma moraš tudi spremeniti način delovanja same družine, pa ne želim zdaj primerjati, ne, ampak kot primer ali pa karkoli že, kakršnokoli spremembo. In ravno, se 10 dni nazaj, knjiga je res že nekaj let na tržišču, 10 dni nazaj me je klicala gospa, navdušena negovalka, ravno obolelih za demenco, da je končno dobila to knjigo in da res je kar 3 naročila, da jih bo še okrog delila, da to bi mogli pa res vsi prebrati, ki so v stiku s tem. Ne? Tlele tudi berem, da v bistvu, kako v bistvu, da je vzrok je breme naloge. Ne? Vprašati se treba o teži tega bremena in v bistvu ne o osebi, ki to v bistvu uničuje oziroma ki to doživlja. Ne? V bistvu to, kar moramo mi delovati z pozicije, jaz moram poskrbeti za to osebo, recimo, če smo v sorodu ne prepozna več nas, smo v stiski, kako se to ni več moj starš, ne, je težko, ampak ta knjiga pa poudarja oziroma pokaže, kako se to v bistvu na lahkoten način sobiva. Tako, to je lepa beseda, ja. Da gre za sobivanje na drugačen način. Sprememba je pač tukaj, ne? Da to
žal se ne da vplivati, ampak ta skrb in velikokrat je sram prisoten. Ne? Absolutno. To je velikokrat not omenjen, ne? Sploh v začetnih teh fazah. Ravno zaradi tega, ker je to še vedno tak tabu in je tako neka etiketa v bistvu. In zato res pozivam vse, da se čim več o tem govori, da se čim več druži, da se tudi ko je to prisotno. Ne? Ravno zdaj smo izdali tudi eno zelo zanimivo knjigo o fibromialgiji, ki zadnja leta prihaja kot prepoznana bolezen tudi k nam. Je ravno tako, je v bistvu prevod knjige Klinike Mayo, to je ena zelo priznana, od bolj priznanih svetovnih klinik. V Sloveniji tudi že društva delujejo in tukaj spet nagovarja, ne, dajmo se o tem pogovarjati, ne. Pogovarjati in družiti in sobivati, ker bo vsem lažje potem. Ne. Ja, to je pomembno, v bistvu kakšen sram včasih družine doživljajo, stiske, ker ne želijo povedati, kaj je z njihovimi svojci, kako se njihovi svojci odzivajo. Ne. So včasih recimo čisto fiziološke potrebe, ki jih upravljajo mogoče na drugačen način, kot bom rekla, je nam običajno pa standard in to je svojcem težko priznati pa povedati. Ne. Kar je meni v bistvu bilo v tej knjigi tudi zelo pomembno oziroma poudarek je bil na tem, da sami negovalci, pa kdorkoli je že komplet, bom rekla, od profesionalnih do domačih negovalcev, ne smejo na sebe pozabiti. Ja, to je pa poudarjeno, da najprej morajo na sebe paziti in se dati na prvo mesto, ker če bodo oni stabilni, če bodo oni spočiti in mirni s tem, se to vse odraža v bistvu na varovancih. Ne. To je res zelo pomembno, da v bistvu nimamo slabe vesti, če mogoče kaj ne naredimo ali pa če mogoče koga prosimo za pomoč, da nam priskoči na pomoč, da nam za kakšno uro, bom rekla, počuva starostnika, da nam poskrbi za njega ali pa ne nazadnje, če je že tako daleč, da ga damo tudi v institucijo. Ne? Da enostavno to ni slabo, ampak rabimo nekoga, ki nam pomaga in ko ti recimo prideš v dom, prideš za tisto 1 uro v dobri formi, v dobri koži in lažje poskrbiš, ne? Lažje najdeš stik. Tukaj je dejansko nek kažipot, v bistvu zelo precizen, ne? Prav po korakih opisuje. V tej fazi je pa res treba poskrbeti za to, ker bo bolje za vse. Tako. Ne? To je pomembno, da je v bistvu tako za samega obolelega, kot ne nazadnje za vse svojce. Ja, to so težki trenutki, seveda, sploh so naši starši, ne, gre tudi za odvzem opravilnih sposobnosti in tako naprej, tako da ja, vseh teh tem se dotika, ki so občutljive, ranljivi smo na te zgodbe in se mi zdi res tak pomočnik, kar se tega tiče, res. Se pravi in pogovor in informacije vezane na to. Ne. Mogoče, če greva čist nekako po poglavjih, Simona, te lahko prosim, da ti malo pokomentiraš, recimo, kaj je v prvem delu napisano, tako da greva, da malo knjigo še razčlenva. Ja, zdaj v bistvu v prvem delu je nekako opisana sama bolezen, ne? Kaj je, kako poteka, kako fizično izgleda, kaj se v bistvu dogaja takrat pri nas. Potem, kako se to začne odražati v bistvu na svojcih, a ne? Ta žalost, prizadetost, sram tudi tukaj, ki pride, a ne? Kako na nek način začnemo žalovati za prejšnjim življenjem. Vprašanje in odgovori v drugem delu, ki se nanašajo, se pravi prav spet na samo bolezen, a ne? In tretji del zgodba avtorice, kako je ona doživljala te zadeve v svoji zgodbi, kakšne izkušnje je imela in na koncu tudi seznam vprašanj. Tako da morda ta prvi del, ne, je tisti, no, ta je mene nekako
bom rekla, prepričal, da me je knjiga potegnila, da bi jo bilo vredno prevesti in izdati, ne. Se mi zdi ta prvi del tisti najbolj oseben, intimen, kjer nagovarja te naše stiske in stiske v bistvu obolelih, ne. In tukaj daje to razumevanje, ki je ključno ali potrebno za lažje življenje s tako zahtevno situacijo. Meni, recimo, ko sem brala knjigo, so mi bila pa te vprašanja in odgovori. Konkretni, ne? Konkretni, ampak hkrati še vedno dopuščajo vse rešitve. In zato bi bila res tako super knjiga, ker je bilo konkretno vprašanje, je odgovor na vprašanje, hkrati ti pa dopušča tudi najti svojo rešitev. Nekako tako te zapelje, da rečeš, to pri nas ne gre, mogoče bi šlo pa tako, drugače, ne. Ja. In ker je veliko različnih odgovorov, Ja. s tem se mi zdi, da ti daje to možnost, da začneš razmišljati tudi majčkeno širše. To se mi zdi, da res razmišljaš izven okvirjev, ne. Ker pogosto rečemo, demenca, oni so taki, to je tako. Ta knjiga ti pa da to neko fluidnost na nek način. In posebej poudarja v bistvu tudi zgodbe, ne, kako ko se na nek način določene stvari začnejo spreminjati, kako začne tudi zgodovina prihajati iz ljudi ven. Ne. Njihove zgodbe velikokrat tudi zelo težke, tragične, tiste, ki so bile res skrite in odčustvujejo na nek način v nekih fazah tudi oni kakšne grozne stvari, kako se na to pripraviti, kaj s tem narediti, a ne? Kakšne stvari so res zahtevne. Moja kolegica, sicer zdaj že v pokoju, je vegetarijanka, ampak nekako mi je v bistvu tudi strokovnjakinja in je rekla, verjetno, če bom jaz obolela za demenco, da me ne bojo otroci z vegetarijansko prehrano silili, ker ko se bom vračala nazaj, meni je slanina zelo dišala. Jaz sem imela to rada. In verjetno bom potem spet se vračala v to. In pri nas se dostikrat zgodi, da recimo svojci ne poznajo svojih več. Ne, seveda, 50 let recimo ne živijo več skupaj. V tem času se je sam način starostnikov oziroma sama rutina starostnikov spremenila, ni več taka kot pred 50 leti. In pa pridejo k nam svojci pa rečejo, on to pa to, ne. Ampak ugotoviš, da potem starostnik ima čisto druge potrebe in želje. Ja. In tu se mi zdi tako, da tudi to nagovarja, ne, da kaj moramo vse razčistiti pa razmisliti. Ja. Tako, ena taka topla popotnica, koristna se mi zdi. Absolutno. Jaz bi jo celo priporočala tudi tistim, ki nimajo stika s konkretno obolelimi, ampak mogoče za malo drugačno razumevanje in sprejemanje drugačnih ljudi, ne, ker v bistvu širi ta naš zorni kot razumevanja. Tlele berem je Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje napisal, knjiga je dobrodošel pripomoček za svojce ljudi z demenco, za formalne in neformalne oskrbovalce, za drugo osebje, ki dela s to populacijo, za prostovoljce in tudi za druge ljudi, ki z ljudmi z demenco še niso srečali, vendar jih v to področje zanima. Oziroma si ga želijo mogoče razširiti oziroma osvetliti. Tako da jaz bi res pozvala vse, ki niso prebrali te knjige, ki imajo mogoče doma, se srečujejo s to temo, ali pa prihajajo sami recimo v to, rekla, tretje življenjsko obdobje, oziroma se srečuje s tem, da je fajn, da si jo mogoče po delčkih preberejo, ne? Če se jim zdi, da je pretežko čtivo za začetek vse na horuk, ampak da začnejo pa mogoče po poglavjih, tako kot si jih ti povedala. Ja, se pravi, mi je prijetno branje tudi ne samo kot priročnik, ampak tudi kot na nek način roman, ker na neki točki bi še mogoče omenila pri različnih pogovorih z ljudmi, ki so imeli te izkušnje, se včasih žal velikokrat pozabi na prijatelje teh ljudi. Se pravi, družina se velikokrat zapre in ostaja znotraj tega in zaradi situacije nikogar več ne spuščajo zraven. So pa morda ravno prijatelji, ki pa, če bi imeli prave informacije, se pravi, prijatelji obolelih, a ne, bi lahko tudi
olajšali malo mogoče celo zadevo za vse, ne? Absolutno. Ja. Absolutno. Tako da jaz sem vesela v bistvu, da smo prišli do ene take knjige, čeprav je že toliko časa na tržišču, ampak pozabljamo, pogosto se pozabi, kaj vse imamo, pa mogoče novejše knjige promoviramo. Ta se mi zdi pa res taka. Ja, to je v bistvu stvar, ki se ne spreminja. Ne, tako da nekatere knjige dejansko so večne, tako rekoč. Tako da sem vesela, da si danes z nami. Ja, hvala. Bi mogoče še kaj povedala v tej knjigi, kje se jo da dobiti? Ja, v bistvu v knjižnicah je na razpolago je v naših založbah, ker to ni nek komercialen hit prodajni, verjetno ga ima še kakšna redka knjigarna, tako da dobrodošli k nam v založbo Kiara tudi osebno. Smo tukaj blizu vas, v Črnučah, na Ježi, blizu Dr. Rudla. No? Ja. Dobrodošli. Imamo veliko v bistvu zelo zanimivih tovrstnih knjig. Ne? Super. Tako da hvala, ker si bila danes z nami. Hvala za vabilo, res z veseljem. Tebi.